Spoštovani gospod Škof za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Anton Jamnik, spoštovana predstavnica Urada za Slovence v zamejstvu in svetu, gospa Simona Kumar, spoštovani visoki gostje, dragi vsi romarji, prav lepo pozdravljeni na Svetih Višarjah na 37. romanju treh Slovenij. Letos so že 10. pristali na prijazno sodelovanje naši glasbeniki, ki so nam zaigrali slovensko, evropsko in gorniško himno. To je bil kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Hvala za vašo zvestobo in čestitke za lep višarski jubilej. K pozdravni besedi sedaj vabim gospo Simono Kumar. Hvala lepa, tudi z moje strani lep pozdrav vsem visokim gostom, vsem gospodem in vsem romarjem, ki ste danes prišli iz Slovenije, iz zamejstva in od bolj oddaljenih krajev na Svete Višarje. V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim v tem Božjem hramu, danes na 37. romanju treh Slovenij. Na kraju, kjer se že stoletja vije Božja pot, na kraju, ki je stičišče treh narodov, na katerem so naši daljni predniki namesto meje zgradili cerkev, ki ne ločuje, temveč narode povezuje. In zaradi te simbolike ne bi mogli izbrati boljšega kraja za srečanje Slovencev iz Slovenije, zamejstva in sveta. Rada bi se v imenu urada zahvalila organizatorjem tega srečanja, Rafaelovi družbi, Lenartu in Ani Mariji. Moram povedati, poudariti, da zelo cenimo na uradu vajino delo. Prav tako bi se rada zahvalila vsem duhovnikom, ki v slovenskih izseljenskih skupnostih opravljajo svoje delo, ki je res neprecenljivo, in tudi to na uradu izjemno cenimo. Hvala tudi vsem romarjem, ki že skozi leta prihajate sem na to romanje in soustvarjate vsako prvo avgustovsko nedeljo en tak lep praznik slovenstva, povezanosti in miru. In naj nas vse skupaj zbrane višarska Mati Božja sprejme pod svoj plašč. Hvala. Najlepša hvala za te besede. Za pozdrav vabim sedaj k mikrofonu tudi predsednika Zveze izseljenskih duhovnikov v Evropi, gospoda Dorija Pečovnika. Prosim. Torej, hvala lepa. Jaz bi vas tudi rad v imenu Rafaelove družbe in vseh slovenskih duhovnikov v tujini, ne samo duhovnikov, tudi diakonov in pastoralnih delavcev in seveda tudi v imenu našega dragega škofa, dr. Antona Jamnika, ki je naš odgovoren za vse Slovence po svetu, in mi mu z veseljem pomagamo, ker vemo, da nam tako zvesto stoji v strani v vsem. Kadarkoli nam malo zaškriplje ali nam je malo hudo, se obrnemo nanj in smo znova polni novih energij in vsega tega, kar potrebujemo, kljub temu, da smo majhni zunaj. Rad bi se zahvalil tudi gospe Simoni Kumar za te čudovite besede v uvodu. To bi lahko rekel, je kar bila lepa duhovna misel za nas vse in seveda smo veseli, da se nas tudi v tem podkrepili in pohvalili naša dva res najbolj zaslužna za ta dogodek, to je Lenart Rihar in Ana Marija Rajk. In seveda jaz si predlagam, da dobite en močen aplavz. To je izjemno delo. Mi duhovniki zunaj jih samo duhovno in z molitvami podpiramo, še posebej, ko gre za našo revijo Naša luč.
drugače pa vse naredite sama in smo jim iz srca hvaležni. In seveda vsem tistim, ki jim pomagate, tudi vam hvala lepa v imenu vseh nas, ki smo odgovorni za vse te programe in tako, da smo res veseli, da lahko zberete k temu toliko res prostovoljnih sodelavcev, ki dajo vse od sebe, da vse to, kar imamo tukaj, tudi uspe. Jaz sem prepričan, da bomo še več tega danes doživeli, tako pri Sveti maši, kako tudi potem po Sveti maši pri kulturnem programu. In mene je Lenart določil, da sem odgovoren za vreme. Res je, da sem oblake vlekel proti vzhodu in mi je, hvala Bogu, uspelo, kako dolgo pa ne vem. Torej, imejmo se lepo, uživajmo in obogatimo drugega z dobro voljo. Najlepša hvala. Po tem uvodnem delu prehajamo k osrednji točki tega dopoldneva. V svoji sredi prav lepo pozdravljamo letošnjega predavatelja, gospoda Marka Smoleta. Naj ga na kratko predstavim. Marko Smole, rojen leta 1963, je naslednik rodbine Čop, po domače Palčavih iz Plešc, v obmejni dolini reke Čabranke na Hrvaškem, ki se nahaja v občini Čabar v severozahodnem delu Gorskega Kotarja. Kljub temu, da živi v Ljubljani, z družino skrbi za posestvo in domačo Palčavo hišo, kot tam pravijo hiši Palčavih. Že v srednji šoli je začel z načrtnim zbiranjem in prebiranjem starih knjig, etnografskega gradiva po hiši, vasi in okolici, s prvimi načrti o obnovi hiše, konzerviranjem in popravljanjem med drugo svetovno vojno in po njej skoraj uničenih predmetov. Kljub študiju elektrotehnike in projektantskemu poklicu te dejavnosti tudi kasneje ni opustil. Poglabljanje znanja z področja kulturne dediščine je nadgradil ter ga osmislil prav v Palčavi hiši, kulturnem spomeniku. Ta je z leti njegovega raziskovanja življenja in kulture tukajšnjih prebivalcev ter kulturnih povezav s sosednjo Slovenijo leta 2006 postala za javnost odprta zasebna etnološka zbirka. Svoje etnološko delo nadaljuje z objavljanjem strokovnih knjig in člankov o ljudeh iz doline Čabranke, Zgornje Kolpe in Gorskega Kotarja ter soseščine na slovenski strani, z organizacijo prireditev, delavnic in izobraževanj. Že več let vodi skupino za ljubitelje etnologije pri Slovenskem etnološkem društvu ter mednarodne raziskovalne delavnice s študenti in strokovnjaki po obmejnem območju. Pri svojem delu snema in beleži pripovedi v lokalnih govorih, bil je iniciator upisa lokalnih govorov v oba registra nesnovne dediščine. S sodelujočimi na delavnicah skrbi za evidentiranje stavbne dediščine, pomaga pri urejanju etnografskih zbirk na obeh straneh meje. Piše knjige iz etnologije in kulturne zgodovine, ki so dostopne tudi na spletni knjižnici dalib.si, predava v šolah, knjižnicah in muzejih, vodi pohodnike in obiskovalce po kulturnem prostoru in še bi lahko naštevali. Kot domačini zamejstva je že dolga leta član Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in aktivno sodeluje v zamejskih dejavnostih Slovencev na Hrvaškem. Preko Slovenskega etnološkega društva, v katerem je že več kot 10 let član izvršnega odbora, pa sledi problematiki in sodeluje tudi pri dejavnostih Slovenci v ostalem zamejstvu. Njegovo današnje predavanje nosi naslov Ustrajati v obmejnosti. Gospod Marko Smole, prosim. Torej, spoštovani romarji, spoštovani gostje, dragi prijatelji in rojaki, moram reči, da sem bil res presenečen, ko sem dobil povabilo Rafaelove družbe, da tokrat jaz pripravim to, bi rekel, za marsikoga pomembno predavanje na obromanju treh Slovenij. Kljub temu, da se z nekaterimi njihovi člani že kar nekaj let poznamo in da so se udeleževali nekaj naših prireditev, na njih sodelovali, da sem jih vodil po naših krajih, so z vabilom izkazali predvsem veliko zaupanje v naše delo v zamejstvu.
za kar se mi zelo zahvaljujem. Tudi hvala za ta lep uvod, s katerim so opisali pač moje delo na tem prostoru in pač tudi moje delo, zakaj kot elektroinženir se ukvarjam tudi z etnologijo in z obmejnimi prostori. In ravno v tem našem malem delu zamejstva, moji drugi domovini, a tudi domovini prednikov po mamini strani, območju v južni Sloveniji, v južnem delu Slovenije s Hrvaško, se pravi v severozahodnem delu Gorskega Kotarja, s katerim se ukvarjam že več desetletij, bi rad danes povedal nekaj več. Moram reči, da pri tej izvedbi tega današnjega predavanja me je malce zavedla želja organizatorja, da zadevo napišem, tako da kljub temu, da sem predvideval, da bom predaval zgolj po nekih alinejah, bom zdaj večinoma pač tega predavanja bral, ampak mislim, da mi boste morali oprostiti. Veseli me, da lahko govorim o teh zadevah prav na Svetih Vičarjah, eni od najbolj znanih marijinih romarskih poti slovenskega kulturnega prostora. Po teh poteh smo poslušali zanimivo in obsežno predavanje Ferdinanda Šepelja lansko leto in vesel sem, da sem ga poslušal, da sem bil tukaj z vami na Višarjah. Namreč romarska pot Višarske Marije je svojo lokacijo v srcu gorske narave in kompozicijo stavb romarskega središča s čudovito cerkvijo, oslikano z roko za svoje čase več kot pogumnega in pokončnega Slovenca Toneka Kralja, že 30 letja in še katero leto več, mislim, da se bližamo kar 40 letjem, kraj srečevanja treh Slovenij, matične, zamejske in izseljenske. Tudi njen položaj na stičišču treh narodov ima svoj pomemben simbolni pomen srečevanja in sodelovanja. Že takoj pri tem bi pa želel spomniti tudi na našo Sveto Goro, v slovenskem prostoru kar malo pozabljeno, ki se nahaja nad rodnimi kraji mojih prednikov. Leži na južnem koncu slovenske dežele, čeprav na hrvaški strani. Sveta Gora na Tlesci, kot so jo poimenovali romarji iz dolenjskega konca, med njimi pisatelj Janez Trdina, ali Sveta Gora nad Gerovim, kot so jo dojemali romarji iz Kvarnerja in iz Istre, je bila nekdaj stičišče vernikov kar 6 škofij. Od domače sensko-modruške, zagrebške, krške, ljubljanske, tržaške, pa vse do poreške. Na njej so se vse od pomladi, ko se je narava začela prebujati, pa do zahvalne nedelje pred vsemi svetimi srečevali Slovenci, Hrvatje, kočevski Nemci in domačini iz 2 delov nekdanje monarhije, tu molili in plesali v čast Materi Božji. Prav ta ples v bistvu je bilo nekaj posebnega tudi v 19. stoletju v slovenskem prostoru, tako da, če boste gledali, kaj piše slovenski časniki ob Sveti Gori naši, pišejo predvsem o tem, da se je tam plesalo v čast Materi Božji. In še nekaj poleg Marijinega svetišča veže obe svetišči. Zgodba o postavitvi cerkve in svetosti kraja. Domačini pri nas jo pripovedujejo nekako takole. V davnih časih je bil na mestu, kjer zdaj stoji čudovita svetogorska cerkev, na jelko pribit kip Device Marije, pred katerim so pobožni pastiri, ko so se njihove ovce pasle, pobožno molili in razodevali svoja goreča srca v zvišeni nebeški kraljici. Nekoč, ko so ovce prišle pred ta kip, so, kakor da bi imele razum in bi prepoznale njo, pred katero se klanjajo najbolj vzvišeni angelski duhovi, pokleknile na tla, sklonile glave in jo začele častiti. Presenečeni pastiri so ovce odganjali, jih preganjali šibami, a vse zaman. Zdelo se je, da so otrpnile in niso se premaknile svojega mesta. Strah je zgrabil pastirje in ko so spustili čredo v gori, so zbežali domov ter začeli pripovedovati gerovskemu župniku o čudežu, ki so ga tam videli. Župnik se je z veliko množico ljudi odpravil na Sveto Goro in ko je našel krotke ovce, ki so klečale pred kipom Matere Božje, je spoznal čudež. Ker pa je menil, da bi tak čudežni kip moral imeti dostojno mesto, ga je snel z jelke in ga prinesel v Gerovo župnijsko cerkev. Ko je župnik naslednji dan prišel v cerkev, kipa ni več našel. Bil je neznano, kako prenesen na prvotno mesto. 3-krat ga je prinesel v Gerovo, 3-krat je bil prestavljen na goro. Dokler končno župnik in ljudje niso prepoznali želje Matere Božje, da za kraj njenega prebivališča ni izbrano Gerovo, temveč ta visok in zaraščen vrh. In tam so začeli graditi najprej majhno cerkev, ki je s časoma postopoma dobivala sedanjo obliko.
In ta cerkev Matere Božje Karmelske še vedno sedaj, žal predvsem in edina še za mali šmaren in malo mašo, kot pravimo pri nas, privablja romarje iz vseh koncev, tudi z mašo v slovenskem jeziku. Če pa poznate ljudsko pripovedko o nastanku svetišča na Višarjah, je ta zelo podobna. Le da je šlo na Višarjah za sveto sliko, a tudi ta slika se je morala 3-krat vrniti na mesto na gori, kjer so na koncu postavili svetišče. In seveda to so zanimive pripovedke, ki nas še vedno opozarjajo na nekoč skupna romanja in skupnimi romanji močno povezan kulturni prostor. Sveta gora je za naše kraje tako pomembno svetišče, da tudi Peter Klepec, po katerem pa bi nas morali poznati in bi morali vedeti, na katerem koncu živimo, ni mogel ostati brez pripovedka, ki bi ga vezala na njo. O Petru Klepcu, v Sloveniji najbolj poznanem ljudskem junaku naših obmejnih krajev, je zgodbo, ki smo jo verjetno vsi prebirali v osnovnošolskih učbenikih svojih ali pa v učbenikih svojih otrok ali pa vnukov, napisal France Bevk. Takole pa je zgodbico o Petru Klepcu in Sveti gori pred skoraj 100 leti zapisal dijak iz Čabra. Naj bo tokrat po naše. Peter Klepec je cerkev na Svete gori. Da je bil en fantek mičkan, a se druge pajače pa so ga tolkle. Ankrat so to krave pasle. Peter Klepec je dobil eno ženo na sunce spat, pa je naredil hvat. Ten se žena prebedila, pa je prašala, kdo je tu senco naredil. On se je javil, da je on. Ta žena ga je prašala, kaj bi rad. On je rekel, da bi rad, da je jak. Ona mu je rekla, da ne gre hujo spule. On je šel, pa je potignil najdebiljo hujo, pa je odnisel domov. Je to hujo so 3-krat prežagale, je onda pretesale, je dejali za gredo pod hišo. Ker je Peter Klepec bil več star, so to gredo spet 3 pute pretesale, da je pa 3. put še za gredo pod hišo. To je bilo na Svete gore, blizu Gerava, Malga Voga. Je to bila majka Božja, je tam so tiste cajt poli cerkev naredile. Tako pravijo, se pravi, v tej cerkvi domačini. Govoril bom torej o hrvaškem zamejstvu, o območju ob dolini Zgornje Kolpe in rečice Čabranke, ker je tudi reka Kolpa na več mestih že tako nizka, da se jo lahko vsaj ob nizki vodi z nekaj truda enostavno pregazi. In prav ta nizka voda in prehodna dolina je stoletja pomagala vzdrževati povezanost doline, ne samo vzdolž reke, ampak tudi preko reke in preko kasnejših meja. Pred 7 leti je na Višarjah predaval dr. Dejan Valentinčič, ki so svojim raziskovalnem delu med ostalim ukvarja tudi s položajem Slovencev v zamejstvu in po svetu. V svojem predavanju je lepo risal zamejski prostor in dejavnosti Slovencev v njem in njegove ugotovitve so po mojem mnenju še vedno aktualne. Zato bi tukaj na kratko povzel. Govoril je o stanju v Porabju, kjer se ljudje zaradi iskanja ugodnejših ekonomskih razmer po desetletjih preprek odseljujejo v večja mesta Madžarske ali v Avstrijo in se slovensko narečje kljub aktivnemu delovanju društev, predvsem med mladimi, izgublja v madžarskem jeziku. Pa v avstrijskem Koroškem, kjer delujejo številna kulturna društva, 100 in mogoče tudi že več, pevski zbori in gledališke skupine. Mladi se vključujejo v kulturno, športno in gospodarsko življenje, vendar ven v politiko. Čeprav mislim, da v teh zadnjih letih so tudi že tukaj malce drugačne situacije. Tudi politika pa je še kako pomembna za preživetje manjšine. Na avstrijskem Štajerskem je zelo kulturno in politično aktivna Pavlova hiša in društvo člen 7. Moram povedati, da smo v njihovem zborniku objavili tudi prispevek o naših dejavnosti v Plestih oziroma v Pajčovi šiši. Povsod pa se število Slovencev žal zmanjšuje. Tudi v Italiji žal slovenska identiteta bledi, vendar se pojavljajo nove generacije zavednih mladih, aktivno živijo kulturna društva, slovenščina se uveljavlja v šolah, pa tudi v cerkvi in športu. Profesor Valentinčič je ugotavljal, da je od zamejcev še najmanj poznana skupnost Slovencev na Hrvaškem, o kateri bom rekel par besed. Razpršena je po Istri, Gorskem Kotarju, Međimurju in po večjih mestih. Zaradi jezikovne podobnosti s hrvaškim jezikom
je njena identiteta manj izrazita kot v ostalih državah, a so aktivna kulturna in izobraževalna društva, povečuje se število učencev slovenskega jezika. V svojem predavanju je kritično ugotavljal splošne značilnosti zamejskega prostora, v katerem slovenščina kot identitetni element žal izgublja svoj položaj predvsem med mladimi. Manjšine se tudi redko vključujejo v politiko, kar slabi njihove pravice. Mladi odhajajo v bolj razvite regije, kar pospešuje asimilacijo, Slovenija pa tudi morda premalo spodbuja povratništvo izseljencev in čezmejno sodelovanje, s katerim bi lahko pomagala zamejstvo. Kljub vsemu pa se z desetletji po osamosvojitvi Slovenije krepijo čezmejne vezi v šolstvu, kulturi in medgeneracijskemu sodelovanju. Predvsem tisto lahko rečem pač iz prve roke, da na Hrvaškem raste zanimanje za slovenščino in študij v Sloveniji. Evropska unija tudi nudi določene možnosti za regionalno povezovanje z različnimi mehanizmi sofinanciranja skupnih projektov, čeprav moram reči, da ravno te zadeve so na obmejnem področju, ki je depopularizirano, ker se ljudje teže organizirajo na eni in na drugi strani, včasih zelo težko, bi rekel, potem realizirajo. Kot je profesor Valentinčič govoril v svojem predavanju, je ohranjanje zamejskih in izseljenih skupnosti ključno za slovensko kulturno raznolikost. Kljub izzivom namreč obstajajo priložnosti za krepitev vezi med vsemi tremi skupinami, vendar je pri tem po njihovem mnenju potrebna bolj aktivna vloga matične države. Zaključil je svoje predavanje z reklom: vsi smo Slovenci in nas več povezuje kot ločuje. In seveda s tem se popolnoma strinjam tudi sam in tudi strinjamo Slovenci, ki se imajo za Slovence na Hrvaškem. Pa poglejmo, kako je v prostoru, iz katerega izhajajo moji predniki in s katerim se že več desetletij ukvarjam, kot je povedal že uvodničar. Leta 2005 je bil organizirana ekskurzija po tem slovenskem zamejskem prostoru in od Vere Kržišnik Bukič, marljive raziskovalke na Inštitutu za narodnostna vprašanja, sem darilo ob mojem vodenju skupine raziskovalcev po Gorskem Kotarju dobil tudi njeno delo o medetičnih odnosih v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško. V uvodnem delu ugotavlja, da do leta 1991 ni bilo skoraj nikakršnega interesa javnosti do vprašanja glede Slovencev in slovenstva, tako kot se je velikokrat reklo, južno od Kolpe. Ugotavlja, da je kljub razpadu Jugoslavije zaradi nerečenih medetičnih odnosov bilo prav mejno območje med Slovenijo in Hrvaško eno izmed politično upravno najstabilnejših in etnično narodnostno najmanj spornih, in to ne samo v tem delu Evrope. Res je, da sta bila oba naroda stoletja vključena v eno skupno, še večjo državo, zato se nista mogla med seboj ozemeljsko lastniško izpodbijati, kar pa ne more biti glavni argument. Po mnenju raziskovalke in s tem mnenje se še kako tudi sam bi rekel, se z njim strinjam, je potrebno dodati vsaj še dva bistvena pogoja, ki se zdita tudi meni ključno. Eno je sigurno skupno etično poreklo prebivalstva v širokem pasu ob meji za visoko stopnjo sorodnosti učevalnega jezika in drugo skupna, seveda pretežno katoliška vera, ki skozi dolga stoletja enoti stičiščni družbeno-geografski prostor na meji. In to je lahko osnova za zgodbo, ki bom nadaljeval, tudi zgodbo, ki je povezana z Romani na take kraje, kot so pač Svete gore na teh naših obmejnih območjih. Zamejci na Hrvaškem so kljub stoletjem, ko so se tja odseljevali številni Slovenci, manj poznana manjšina v primerjavi z drugimi slovenskimi skupnostmi v sosednjih državah. Predvsem v mesta so se priseljevali delavci in delavke, učitelji, kulturni delavci, strokovnjaki. V Zagrebu so študirali številni Slovenci tisto, za kar v Ljubljani še ni bilo fakultet. Tudi Primož Trubar se je šolal na Reki in se je desetletja prizadeval, da bi tudi Hrvati dobili svoj prevod svetega pisma. Tudi v Srednji Gorski Kotar je v zgodovini tako doživljal dokaj številne prihode iz slovenskega prostora, ljudi, ki so prihajali delati na prostor, ki je bil pač teh delavcev in naseljencev potreben. Leta 1991 je bilo na Hrvaškem v popisu naštetih skoraj 23 000 Slovencev.
leta 2001 še 13 tisoč, 2011 10.500, leta 2021 pa se je za Slovence izreklo le še nekaj več kot 7700 oseb. Kot avtohtona narodna skupnost živijo na območju severne Istre, Reškega zaledja, Gorskega Kotarja, Medžimurja, Obkolpeja in Obsotelja. Večina pripadnikov slovenske narodne skupnosti pa živi v mestih zunaj obmejnih območij. Tja so se preselili zaradi zaposlitve, službovanja ter zaradi šolanja. Tukaj mislim predvsem ta večja hrvaška mesta, kot so Zagreb, Varaždin in seveda tudi Reka, ki je sedež tudi Primorsko-gorske županije, o kateri bomo malo več povedali v nadaljevanju. Eni od pomembnih razlogov zmanjševanja njihovega števila so počasna, vztrajna asimilacija, tako zaradi jezikovne podobnosti s hrvaščino je opazna manj izrazita identiteta, na asimilacijo vplivajo mešani zakoni, pa tudi pomanjkanje institucionalne opore, saj je poselitev razpršena in jo je v bistvu tudi zelo težko organizirati. Hrvaška zakonodaja je glede manjšin zaradi problemov s srbsko manjšino med njihovo zadnjo vojno drugačna kot v drugih državah. Predvsem vidim razliko, da ne razlikuje med avtohtonimi in priseljenimi manjšinami. V hrvaški ustavi so tako Slovenci ena od 22 priznanih manjšin, pravice pa se lahko uveljavljajo glede na številčnost in organiziranost manjšine na določenem področju. Se pravi, za pravice je treba doseči določene kvote, se potem lahko resničujejo. Tako je v županijah, se pravi regijah, ki so na Hrvaškem poimenovane kot županije, kjer živi vsaj 100 Slovencev, imajo ti pravico do izvolitve svojega individualnega zastopnika, v županijah, kjer jih živi nad 500, in tudi v občinah in mestih, kjer jih živi nad 200, pa imajo Slovenci pravico do izvolitve manjšinskega sveta. Tako slovenska skupnost na Hrvaškem deluje v okviru določenih manjšinskih samouprav, se pravi svetov in predstavnikov, in v okviru kulturnih društev. Imajo svojega zastopnika v saboru, hrvaški skupščini, žal pa je ta skupen tudi za albansko, črnogorsko, makedonsko in bošnjaško narodno manjšino in seveda, ker je bošnjaška narodna manjšina najštevilčnejša, jih trenutno zastopa poslanec iz vrst bošnjaške narodne manjšine. Sabor z 151 poslanci, se pravi hrvaški parlament, ima namreč 8 poslancev iz narodnostnih manjšin in se pač teh 8 poslancev je porazdeljenih po teh 22 manjšin, priznanih manjšinah. V skladu z ustavnim zakonom o pravicah narodnostnih manjšin so sveti oziroma njihovi predstavniki del manjšinske samouprave na lokalni ravni. Tako imajo občine in mesta, med njimi tudi Čabar, se pravi območje, iz katerega prihajam, oziroma prihajajo moji predniki, Zagreb, Reka, Varaždin, Umag in še kakšno drugo manjšinsko samoupravo in na regionalni ravni, se pravi županije. Tudi Primorsko-goranska županija, katere del je tudi Čabar in pač cel Gorski Kotar, Varaždinska, Karaška, Zagrebška. In imajo seveda funkcijo svetovalne narave. Član slovenske manjšine je bil vključen v saborski pododbor za pravice narodnih manjšin, ki deluje v okviru parlamentarnega delovnega telesa, odbora za človekove pravice in pravice narodnih manjšin in to v sestavi sabora. Člana imajo Slovenci tudi v svetu narodnih manjšin, ki je osrednje telo narodnih manjšin v Republiki Hrvaški in med ostalim razporeja finance društvom in manjšinskim organizacijam. Na Hrvaškem je registriranih 17 slovenskih društev, ki so hrbtenica slovenske narodne skupnosti. Od njih je 15 kulturnih društev, 200 izobraževalnih. Vsa se združujejo v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, ki je med ostalimi članica novih zamejskih koordinacij, gospodarske, športne in kulturne. Vključena so društva na Reki, v Fužinah, tudi v Gorskem Kotarju, Karlovcu, Zagrebu, Lovranu, Pulju, Labinu, Buzetu, Poreču, Šibeniku, Splitu, Zadru, Varaždinu in pri nas v Čobranski občini, v Prezidu in v Trstju oziroma Tršču, kot se reče uradno po hrvaško.
Od zadnjih projektov zveze izstopa izdaja knjige o Slovencih v zloglasnem taborišču Jasenovac, ki odkriva tudi temnejšo stran sosedstva na nekaterih delih meje in je bila izdana ob 90-letnici Društva Slovenski dom v Zagrebu. Zdi se mi pošteno in pomembno, da se seveda opozarja ne samo na lepe stvari sosedstva, ampak da se opozarja tudi na kakšno slabšo in temnejšo stran zgodovine. Kljub padcu števila Slovencev na Hrvaškem, kar obenem pomeni tudi manj manjšinskih svetov in predstavnikov v politiki, pa je razveseljujoče povečanje števila šol s poukom slovenščine od Čakovca in Varaždina do Zagreba, Samobora, Umaga, Buzeta, Reke, Matulje, Oklane in vse do Čabra. Hrvaška zakonodaja namreč manjšinam daje pravico do pouka v maternem jeziku na predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem nivoju, seveda je pa potrebno za to doseči določene kvote. In seveda ta pravica se lahko uveljavlja samo postopoma, saj lahko šolarji na vse več šolah izberejo slovenščino kot obvezni izbirni predmet. Hkrati pa se slovenščina marsikje poučuje tudi v obliki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture z učiteljicami Slovenije in vesel sem, da se je to cel čas poučevalo tudi v Čabru in da imamo tudi v zadnjih letih tudi domačo učiteljico, ki lahko te stvari izvaja. Edina slovenska skupnost, ki ima v slovenščini tudi duhovno oskrbo, je zagrebška z duhovnikom, ki prihaja iz Slovenije. Dolina Zgornje Kolpe in Čabranke, kakor marsikdaj geografsko poimenujemo naš del obmejnega območja, odkoder prihajam, dejansko gre to za območje nekje nad Brodom na Kolpi in Kostelom, ki ga morda na slovenski strani bolj poznamo zaradi prehoda proti reki, preko območja sedanjih občin Čabar in Osilnica, vse do Prezida in Babnega polja, se pravi, to je nekje kulturno povezano območje z enakim narečjem oziroma z podobnimi govori, je eno od območij Gorskega Kotarja, kjer so Slovenci priznani kot avtohtona skupnost. O stari zgodovini prostora okoli naše Svete Gore pred srednjim vekom zgodovinarji in arheologi ne vedo kaj dosti povedati. Prvo potrditev o njegovi prehodnosti iz Kvarnerja in Obkolpja v sedaj v srednjo Slovenijo izvemo iz ostankov rimskega zapornega sedu v Prezidu. To je v bistvu meja proti Babnemu polju. Nekoč je tudi Prezid imel ime Staro Babno polje. Arheološke ostanke pri nas je prerasel in pogoltnil gozd, ali so jih odnesli hudourniki, a o starih prebivalcih nam še vedno govorijo tisočletja kasneje pripovedke. Verjetno najstarejša je o mitološki babi, ki je dajala življenje in ga je tudi vzela, če je bilo to potrebno za ponovno vzpostavitev ravnovesja na svetu. Ustanovila naj bi najstarejši naselji v tem kraju, Babno polje in Gerovo, a pod Sveto Goro tudi požrla svojega otroka, da je lahko življenje teklo naprej. Kdaj so se priselili Slovani, ne vemo, a prav oni so vzeli ta prostor za svojega. Pod enem od članov so dali ime naselju Čačič nad Osilnico, poimenovali vrhove po svojih božanstvih, Kraljev vrh, Knežev rep, tretji vrh za njih pomemben je bila Sveta Gora, na meji med dvema slovanskima skupnostima. V dolini je živela pretežno poljedelska skupnost, s središčem v dolini rečice Osilnice, kasneje je bila potem v srednjem veku to tudi vasica Osilnica. Zadnjih 400 let poimenovanje je bila reka poimenovana Čabranka, ko se je začelo rudarjenje v Čabru. Iza Svete Gore pa je živela živinorejska skupnost s središčem srednjeveške župe v Gerovu. Obe sta si poleg Svete Gore delili tudi istega junaka, Petra Klepca, siromašnega in šibkega pastirčka, ki je živel z materjo brez očeta. Drugi pastirji so ga zaničevali, nositi jim je moral vodo iz oddaljenih izvirov. In po najstarejši zapisani pripovedki Osilnice je dobil moč od kresnika, belega vola, kateremu je s čudežno šibo pomagal premagati rdečega vola. Po drugi zgodbi iz Malega Luga, se pravi na drugi Svete Gore, pa od vil, katerim je naredil senco, da jih sonce ni ožgalo. Vsaka skupnost je imela svojo zgodbo, ena temelječa na vilah iz primorskega sveta,
druga na Kresnikih, poznanih v slovenskem prostoru, sedanjem slovenskem prostoru seveda. In obe skupnosti se še danes, 1000 let kasneje, pregovarjata, čigav junak je Peter Klepec, čeprav junak ostaja junak enih in drugih. Območje je imela že v 14. stoletju svojega župnika in cerkve, tako v Osilnici kot v Gerovu. V sredini stoletja se priselijo kočevari, večinoma Nemci iz posestja Trponžanov, a med njimi tudi Slovenci iz Koroške. Marsikateri slovanski toponim prevedejo v nemški jezik. Nekoč enovito posest kočevskih gospodov so preko Čabranke in Kolpe v 16. stoletju že upravljali krški knezi Frankopani, saj tam čez vodila za njih pomembna pot iz Kvarnerja proti osrednji Kranjski. V sredini 17. stoletja so njihovi nasledniki Zrinski v Čabru pričeli izkožiščati železno rudo. Zaradi turške okupacije Bosne, odkudar je do tedaj prihajalo železo na Hrvaško, je bil to za Hrvaško pomemben obrat, zato Čabar pripojijo Hrvaški. Na delo so se priseljevali novi delavci, še vedno oziroma stalno, pretežno iz Kranjske in Goriške, se pravi slovenskih prostorov. V 18. stoletju je železarski obrat v Čabru na Hrvaškem celo upravljal idrijski rudnik s svojimi rudarji in strokovnjaki. V tam so prihajali ne samo rudarji in metalurgi, ampak tudi župniki in iz Čabra odhajali na župnikovanje v Idrijo. Tudi naše cerkve so takrat gradili, načrtovali in opremljali večinoma mojstri iz Kranjske. Meja v dolini je bila postavljena med gospostvi in med avstrijskim in ogrskim delom, a nobena oblast ni mogla ali želela prekiniti povezav med ljudmi z obeh bregov, saj je bilo le tako mogoče tem ljudem preživeti. Župniki so hodili do ljudi, ki so bili blizu, ne glede na meje župni in škofij. Marsikdaj je isti župnik zasedal mesta v slovenski in hrvaški župniji. Moram reči, da sem po svoje vesel in ponosen, da je še mene v Plesih na Hrvaškem leta 1963 krstil usilniški župnik, ki je takrat župnikoval tako v slovenski župniji na Usilnici kot na Hrvaški v Plescih. Število prebivalstva je z desetletji rastlo, za izgradnjo železniških povezav so se pričele sezonske migracije, podobno kot vse posod drugje po Sloveniji in po Hrvaškem. Že v 1870 letih so pisali o odhajanju preko zime v hrvaške, romunske in celo ruske gozdove, kmalu na to v Ameriko, med svetovnima vojnama v Francijo. Sekat les, tesat pragove za železnico, nekateri tudi prodajati in popravljati ure, po čemer je bil ta prostor z Urmoharji posebej znan. Druga svetovna vojna je prinesla v kraj veliko gorja. Celotno območje je bilo pod reško okupacijsko pokrajino in je pod italijansko okupacijo doživelo požiganje skoraj vseh vasi na dolino, ker je živelo več kot 80% prebivalcev. Streljanje talcev, nekatere vasi so ostale brez moških, taborišče Rab, za veliko lakoto in boleznimi, nato Trevizijo in Gonars, mnogo jih je umrlo od lakote in bolezni. Po kapitulaciji so se preživeli vračani na pogorišča in na jesenska prazna polja. A so pokončno rinili naprej, na svoji domovini. Živeli na pogoriščih v revščini in obenem pomagali pri vzdrževanju partizanskih bolniščnic po bližnjih gozdovih osvobojenega ozemlja okoli Snežnika, ne glede na narodnost. Izgubili pa so v tem času tudi prve sosede, kočevske Nemce, kar je bilo za marsikatero vas na dolino, kjer je živelo mešano prebivalstvo 600 let, velik in nepopravljiv kulturni šok, tega v bistvu kasneje večino teh vasi niti ni mogla nadomestiti s čemarkoli drugim. Ljudje so delili skupno usodo, ki ni bila odvisna od politične meje. Tudi povojno obdobje dolini ni prizaneslo, saj je bilo načrtovanje zalitje dolino za hidroelektrarne in njena razselitev. V njen razvoj se načrtno ni vlagalo. Marsikdo je odšel v tujino ali jo zapustil. Kot je rekel nekdo, dolina moja draga, dala si mi življenje, materino ljubezen, lepo otroštvo in mladost, a kruha mi nisi uspela dati.
Že kmalu po vojni so marsikateri odšli v Slavonijo, ki je takrat iskala pridne roke, tako iz slovenske kot iz hrvaške strani. In veste, kje je bilo zapisanih največ slovenskih ljudskih pesmi na hrvaškem iz Čabarskega kraja? Prav v Slavoniji, v naseljih, v katerih je bila največja gostota priseljencev iz Čabarskega kraja v 1960 letih. Odhajali so tudi v Ameriko in Kanado, večja mesta Hrvaške in Slovenije. Resnejše razmejevanje pa je v dolino prinesla šele osamosvojitev. To, da se je bilo potrebno jasno opredeliti narodnostno, je bil za marsikoga šok. Sem Slovenec ali Hrvat? Moji predniki so bili to in ono, pa tudi Nemci, Italijani in še kaj. Število prebivalstva se je manjšalo v 30 letih za več kot 30%. Moram reči, da smo blizu 40% kot 30%. Meja se je zapirala, postopoma so ostali na tisočletja prehodnem prostoru le malo obmejni prehodi. Dvolastniki niso bili vsi. Brat je še v bratu lahko le preko kontrole policaja in carinika. Greš lahko obiskat bolno mater, če nimaš malo obmejne izkaznice? Kaj nosiš? Kam greš? Na vrhuncu smo dobili še ograjo z bodečo žico, kakršne so se spominjali le najstarejši iz pošastnih fašističnih taborišč. Na srečo pa vse mine. Tudi hude stvari se počasi umaknejo, ideje lastnih držav dozorijo in ne potrebuje več samo potrjevanja za visokimi zidovi in rezilnimi ogradami. A število prebivalstva se žal manjša. Posebno zaskrbljujoče je na slovenski strani, ki je bila vsa zgodovino tudi manj številčna, a je zelo pomembna. Zato, ker kaže, da smo povezani čez mejo, da meja ni nekaj, kar je razmejuje, temveč nekaj, kar povezuje. Da Slovenci govorijo enako kot mi. Da med obema bregovama še vedno in ponovno obstajajo mostovi, ki edini mogočajo tako preživetje kot stabilnost in tovarištvo. Dolina ni moja ali tvoja, dolina je naša. Enako kot Peter Klepec, njen junak. Kljub različnemu tolmačenju porekla lokalnega narečja govorimo na obeh straneh še vedno enako. Govori so bili po letih našega truda vpisani v oba nacionalna registra nesnovne dediščine in obeh vpisih piše, da gre za čezmejni fenomen. Govorimo slovensko ali govorimo hrvaško. Enostavno v tem lokalnem prostoru ni nič narobe, če odgovorimo, mejnema se po naši. V Palčevi hiši, iz katere prihajam, to je hiša mojih prednikov, rodbine Čop iz male vasi Plešce, blizu Osilnice, se trudimo ohraniti te spomine. Čopovi živimo v tem prostoru v okolici Svete Gore verjetno že več kot 500 let. Smo stoletja del tega prostora, trudimo se ga raziskati, ga razumeti in ga tudi pokazati zunanjemu svetu. V naši družini so bile pomembne nosilke kulturne identitete ženske. Od babice, ki ni znala pisati, ali je bila prva naročena na knjigam Horeve družbe, ter je šolala vse svoje hčerke, do prve pradedove žene Fani Dietrich iz Postojne, ki je prinesel hišo slovensko liriko, pa prababice Julije Peče, ki je kot kočevska Nemka prebirala nemške pesnike. Stare mame Berte Knaus, ki je bila do smrti, kljub težkim povojnim norostim nove oblasti, do nje kot naslednice nekdaj premožne in pomembne družine ponosna Slovenka. Moje mame Davorka Čop, ki me je vzgajala v spoštovanju do obeh narodov, ki bi jo, kako težko razumljivo marsikomu, opisal kot Hrvatico in kot Slovenko. Leta 2006 smo v Plescih na stežaj odprli vrata naše družinske hiše. Kulturnega spomenika vpisane v register kulturne dediščine Republike Hrvaške, kulturnega spomenika, ki je z leti postal neke vrste zasebni kulturni center. Študenti, slovenski in hrvaški etnologi in drugimi strokovnjaki raziskujemo naš skupni kulturni prostor in njegove povezave. Tudi v času najbolj zadrtih obmejnih režimov smo uspeli voditi udeležence naših raziskovanj preko meje, pa če je bilo to potrebno legalno ali pa tudi ilegalno.
in tolmačiti prekomejni prostor kot en kulturni organizem. Ravno prav izoliran, da je ohranil svojo lokalno identiteto, a obenem vedno povezan s soseščino, da je bil to identiteto sposoben suvereno oblikovati. In vesel sem, da to ne delamo sami, temveč vedno najdeme somišljenike na obeh straneh meje, namreč tukaj pri nas dejansko meja ni pomembna, pomembno je narečje, ki nas povezuje in vse tiste zadeve, ki nas povezujejo. In seveda veseli bomo, če bo tako mejni prostor, levi in desni breg, se pravi ne samo na hrvaški strani, pa tudi na slovenski strani, da bo ta obmejni prostor tako razumela tudi politika, ki svojimi projekti kroji razvoj, a daje velikokrat občutek, da je to stvar le njene strani doline. Eden od svetlih primerov bi bila lahko prav slovenska vzorčna kmetija v Prezidu, ki po vzoru tiste iz Porabja odpira svoja vrata jeseni. A le, če bo uspela delovati povezovalno za razvoj sosednjih kraj in ljudi za obeh strani meje. Za zaključek bi povedal še tole. Predavanju sem dal uraden naslov Vztrajati v obmejnosti in tu bi k temu dodal še vprašanje. Na to vprašanje pa je potrebno, da si odgovorite sami. Sam namreč verjamem, da je obmejnost pomembna, saj le dokler bo obmejni prostor proti sosedom poseljen z obeh, tudi za slovenske strani, z ljudmi, ki jim je obmejni prostor domovina, bo meja le politična črta. Ko bodo iz obmejnega prostora odšli še zadnji avtohtoni prebivalci, takrat bo prostor razmejen. A tega si ne želimo, saj vidimo, kaj to pomeni po svetu, kjer se bohotijo avtoritarni režimi, ki z vojnami in neizmernim trpljenjem ljudi poskušajo premikati te iste politične črte meje. Pri nas upam, da je še drugače. Tako so v Grintovcu, mali vasici pod Osilnico, domačini s pomočjo študentske brigade iz Maribora pred dnevi, brez čakanja na meddržavne sporazume in usklajevanja ter druge prezahtevne formalnosti, a z veliko dobre volje in vesela obnovili 30 let zaradi meje in obmejnih režimov zapuščen viseči most med obema bregovama. In seveda, zanimivo, odprla sta ga slovenska župana in hrvaški župnik. Zato dobrodošli, da nas pridete obiskat na eno in drugo stran doline, se le s tem pomagati pri širjenju zavesti, da so prebivalci tega dela Gorskega Kotarja tudi del slovenskega kulturnega prostora. Da bi še naprej na obeh straneh meja vztrajali v obmejnosti in živosti obmejnega prostora, to je moja srčna želja. In morda bi morala biti to tudi ena od naših skupnih molitev k Materi Božji ter njenim Božjim potem, ki že stoletja in tisočletja gradijo mestove. In med njimi tudi naša Sveta Gora, ki je ena od njih. Hvala za to, kar ste poslušali. Ne vem, kakšen je protokol, ampak bom vesel tudi kakšnega vprašanja, če ga bi želel kdo zastaviti. Ja, takšen je protokol, da če imate kakšno vprašanje, če bi radi kaj povedali, kar izvolite. Premrl iz Vipave. Hvala za izčrpano poročilo. Lepo bi pa vprašal, kako lahko bi prišli, rečemo, kot izletniki do vas in če je možnost kakšne ogleda ali pa takšnega. No, vsi ste seveda lepo vabljeni. Jaz mislim, da po internetu boste zelo kmalu našli te moje kontakte, bodi si preko Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar, bodi si neposredno Palčeva Šiša Plesce. Imate veliko literature, tudi v vseh mojih knjigah, pač se jaz potrudim, da so kontaktni naslovi ali prek interneta ali kakorkoli. Z veseljem bom organiziral izlet, sem tudi turistični vodnik na Notranjsko-Kraški regiji in seveda tudi cel čas promoviram obiskovanje teh naših krajev
In tako kot sem rekel, da spoznate ne samo, bi rekel, z ene strani, da ne mislite, da je meja neka ostra ločnica, da spoznate kraje in povezave na eni in drugi strani. Se pravi, za enodnevni izlet se da zelo lepo organizirati, tudi za večdnevni izlet, moram reči, da v teh letih od 2006. leta imamo kar nekaj možnosti, tudi zdaj v Prezidu ta slovenska vzorčna kmetija bo imela prenočišča, tako nekaj posameznih sob, kot nekaj skupnih ležišč, ko mislim, da bo za en avtobus lepo. Tudi če pridete iz Štajerskega konca, je lepo. Mogoče bi pa tukaj še nekaj omenil. V Babnem Polju deluje ena zelo marljiva gospa, Alenka Weber, Richterjeva, to sem hotel reči, ker se domače reče pri Richterjevi, ki ima društvo oziroma zavod Richterjeva domačija. Tudi ona vas z veseljem pripela v te naše kraje, tako da tudi na njo se lahko obrnete. Kar izvolite, gospod Peterle. Lepo pozdravljeni, dragi domoljubi, spoštovani romarji. Jaz sem zelo hvaležen gospodu Smoletu, da nam je predstavil Slovence na Hrvaškem, o katerih gotovo vemo najmanj, se strinjam z njim. In ko smo živeli v skupni državi, nismo govorili o manjšini. Jaz sem zelo vesel razvoja med Slovenci na Hrvaškem, ki so se organizirali, delujejo kulturno, delujejo politično, delujejo tudi gospodarsko. In jaz bi rekel, da se kot narod 34 let po osamosvojitvi še zmeraj sestavljamo. Jaz se spomnim, ko sem bil v Argentini in posebej pozdravljam ljudi, ki jih tudi danes vidim tukaj iz Argentine, kako je bilo nekoč po svetu, ko je država forsirala jugoslovanske klube in Slovenci se niso smeli kazati kot Slovenci in zato v te klube niso odhajali, nekateri ampak mnogi ne. In ko so lahko bili Slovenci, ko te sile ali prisile ni bilo več, se je zgodilo veliko organiziranosti iz te nove osnove. Tako da jaz bi rekel, vidim veliko življenja na robu, čeprav se dogajajo žalostni razvoji. Letos smo pokopali zadnja 2 čedermaca. Recimo, moramo omeniti tudi to, kar se je zgodilo na Peršmanovi domačiji, ko je šla avstrijska policija s specialnimi enotami, s psi, nad neko nedolžno zborovanje mladih ljudi, ki so govorili o antifašizmu. Rekel, se nam dogajajo tudi koraki nazaj, ki jih je težko razumeti. Hkrati se pa nam dogajajo zadeve, nekatere z veliko zamudo. Recimo 100 let smo čakali, da se je Avstrija opravičila, kar se je zgodilo Slovencem po plebiscitu. 100 let smo čakali, da je italijanski predsednik se poklonil vprašanju oziroma spominu na Narodni dom in se tudi opravičil. Za kakšne stvari treba dolgo čakati. Ampak na nekatere stvari ne bi smeli čakati. Število Slovencev se ne bo popravilo s političnimi dekreti, če ne bomo imeli sami veselja do svojega obstoja, do svoje kulture, svoje identitete. Vidite, kako nam pada tudi število duhovnikov in tako naprej. Ne bomo jamrali, kako ne gre. Tudi ne bom govoril o tem, kaj je treba narediti s prašiči. To je slovenska tema. Bi pa rad rekel, da smo pred 34 leti dokazali, da je možen slovenski skupaj. In skrbi me, ker gre toliko energiji v polarizacijo. Skrbi me to, da ne moramo pokopati po 80 letih žrtev izrednih pobojev po koncu druge svetovne vojne. Še kaj drugega me skrbi, ampak kadar pridem na Višarje, se zmeraj vračam okrepljen, ker tukaj srečujem ljudi, ki jim ni vseeno, srečujem 3 Slovenije skupaj in upam, da bo to dogajanje poživilo tudi center, o katerem je predavatelj govoril. Robovi težko zdržijo, če jih ne podpira center
V centru imamo marsikaj dobrega, tudi Urad za Slovence po svetu, ki tudi danes tukaj navzočne. Se dogajajo pa tudi take stvari in s tem bom zaključil. Sem bil zadnjič na Koroškem, mi pove en človek, res prizadet, je rekel, sem šel v Slovenijo z družino, da bom med Slovenci, pridem sredi Ljubljane v eno gostilno in na meniju ne najdem nobene slovenske besede, samo še angleščina. Lejte, tudi to je ena zgodba, ki govori, kaj se dogaja, in marsikaj bo treba premisliti, če hočemo delati za prihodnost, ki nas bo krepila kot nacijo, da ne bomo postali zadeva zgodovine. Lepa hvala, ker prihajate s tem, lepa hvala Rafaelovi družbi, da se posveča temu svetemu kraju, ki ne povezuje samo Slovencev, ampak ima tudi evropsko povezovalno moč. Hvala lepa, gospod Peterle. Še kakšna misel? Rad bi se oglasil samo zato, ker nekako sem sosed temu področju, torej porodu sosed temu področju, o katerem je govoril današnji predavatelj, Ribniška dolina. Spominjam se tegale, ker je predgovornik vprašal, kako bi vas prišli obiskati. Te vezi s tem področjem hrvaško-slovenskega srečevanja ob Kolpi je bilo včasih zelo povezano ali pa zelo veliko bolj intenzivno. Spominjam se, da smo z naše družine, pa ne samo mi, ampak večkrat romali ne le na Brezje ali pa Ptujsko goro, ampak tudi na Trsat. In to seveda mimo vseh teh krajev, kjer smo se potem tudi ustavljali, ker so naši starši ali pa stari starši še poznali tudi ljudi, s katerimi so ali gospodarsko, les in tako naprej imeli vezi, potem, ko ni bilo več kočevarjev, ki so bili ena močna ekonomska skupnost, pa tudi kulturna, se je to nadaljevalo pač bolj brez njih na tej slovensko-hrvaški ravni. Eno je jezik, ampak ki je bil nekako povezovalen, kar vedno znova ugotavljamo. Po drugi strani pa smo imeli tudi na tej bolj, bi rekel, slovenski skupnosti v Ribniški dolini poimenovanja krajev. Mi nismo nikoli rekli recimo Čabar, ampak je bil Čeber. Mislim, da se tudi te besede počasi izgubljajo, ko minevajo tole bolj žive povezave in marsikdo morda drugod po Sloveniji teh izrazov niti ne pozna več. Sem hvaležen, ker me je nekako spomnilo na mladost in na te vezi, ki smo jih imeli s temi kraji, tudi iz sosedstva, kot rečem, z vašimi rodnimi kraji. Hvala lepa za to vaše predavanje. Bom izkoristila samo to priložnost, da se zahvalim tudi sama gospodu Smoletu, ker za vse opravljeno delo, to so res krasni kraji, zelo toplo vas tudi jaz povabim, da se oglasite tudi v njihovi hiši, ki je res izjemna, tudi gospod je izjemen vodnik, pripoveduje zelo živo, zelo srčno, se vidi, da iz njegove osebne ljubezni raste vse, kar lahko vidimo, kar tam nastaja. Hvaležna sem tudi, ker je v svojem predavanju večkrat omenil kočevarje, tako da mogoče upam, da ne bo hud, da bi pa sama mogoče še opozorila pri poimenovanju kočevarjev. Sama sem kočevarka po očetovi strani in se mi zdi prav, da se tudi izraz pravilno uporablja.
Namreč 20. stoletje, ki je tako zaznamovalo slovenski narod, pa tudi pravzaprav evropski prostor z totalitarizmi, je prinesel tudi marsikatero grenko preizkušnjo. In pa tudi kočevarji, veste, kakšna je njihova usoda, leta 1941 so zapustili svoje domove in njihovo poimenovanje se šele v 20. stoletju kot ena taka politična skovanka začne z uporabo kočevski Nemci. Sami niso bili nikoli kočevski Nemci, vedno so sami sebe pomenovali kočevarji, tako da se mi zdi prav, da ko govorimo o njih, da tudi ta izraz, njihov izraz, tako kot sami poimenujemo, kot se poimenujemo Slovenci, kot se poimenujemo tudi drugače, da tudi sami spravi kot kočevarji. Toliko sem mogoče in še enkrat res, gospod Smole, hvala za vse, kar delate. In tudi vaše današnje res izjemno zanimivo predavanje. Ja, najlepša hvala, gospod Smole, za krasno predavanje. Malo sem spominal, budilka sem bil kočevju kaplan in sem posilico hodil tudi spovedovati, pa na paro, pa potem takole, ena anekdota, kaplana so hecali namreč za Sveto Goro, so rekli, to je res bilo srečanje, smo šli tudi tja pomagati, zamaševati, Slovenci, Hrvaški, to smo bili res, smo se odlično razumeli. Pa sem pa prvo leto hecati, ker še nisem toliko poznal, so rekli, na Sveti Gori je maša vse ostalo, potem je pa ples in prvi ples začne župnik, da ga bo kaplan začel. Jaz sem rekel, in ne vem, če se res reče Marija Tancarica, je prav tako? Kočevji so tako rekli, kakorkoli že. Čudoviti kraji so to. Imam pa samo eno vprašanje, res hvala. Premalo poznamo stvari, ki so zelo, zelo pomembne. V tem delu Kolpi, spomnim se izvira Kolpe, vas vabim, pojdite, ne bo, res bo čudovito. Ampak drugo vprašanje pa je, seveda to področje se prazni, malo ljudi je, malo, se zdaj boljša cestna povezava, vse en bližja, drugače pa zaradi razmer, v katerih je bilo pač to področje kočevske izprazneno do Kolpe, tudi na drugi strani. In seveda je duhovnik Fara Osilnica na hrvaški strani, mislim, da Sprezida v Čabru, tudi Plešče za vse župnije, Gerovo in vse ostalo, ob Kolpi. Kako vidite tukaj upanje, prihodnost, ker tam, ker je življenje, ker so družine, ker nekdo živi, potem tam se nekaj dogaja, tudi neko upanje za prihodnost. Seveda je zelo lepo, da se pride, pa da se pomaga, goji kulturo, ampak kakšne rešitve vidite, da se to področje, ki je res božansko, naselje oziroma da bodo ljudje ostajali doma. Pa še izziv Evropske unije, Schengen je zdaj pomaknjen nižje dol, kaj pa tukaj vidite tudi za objekt, za slovensko skupnost, to kakšna priložnost in težava. Ja, hvala za te vprašanje. Vidim, da so v bistvu ravno konkretne, se pravi tudi od človeka, ki razume, oziroma ki je poznal ta prostor, oziroma vsaj videl od blizu te probleme. Dejansko, tako kot sem želel pač tukaj upozoriti v tem, jaz vidim, da edina možnost pač razvoja tega prostora je povezovanje. Če 2000 let v bistvu lahko funkcioniral samo povezan in če tudi nobena niti politična, niti gospodarska meja, se pravi med posameznimi gospodstvi, ni zarezala tako močno v te povezave. Zato, če gledamo stare dokumente, zgodovinske, vedno so v bistvu skupaj kosteljski, osilniški, gerovski tovorniki so že v 14. in 15. stoletju tovorili zelo velike količine, recimo žitja iz Pokolpja do reke, se pravi, vedno so sodelovali, ne glede na to, da so plačevali potem tiste mitnine oziroma neke davke enemu ali pa drugemu gospodu. In to je tista velika tragika pač te meje v tej dolini, ki je dejansko ustvarjala, se pravi, to prepreko med enim pa drugim delom brega, zatem, da so se tudi v bistvu neko lažno upanje dajali, zatem, da so gradili ceste po hrvaški strani, pa paralelno ceste po slovenski strani. V zgodovini so se še ceste malo levo, malo desno, zaradi tega, ker na ta način se je prihranil denar, ki je šel lahko v druge razvojne projekte.
Tako da zdaj na hrvaški strani mora reči, da nekako ta gorska področja dobivajo več veljave. Se pravi, hrvaška država bi skoraj rekel vsaj tako, da ima občutek več. Tudi moram reči, da spremlja v občini Čabar več pač teh nekih recimo možnosti razpisov, da dobi mlada družina za sofinanciranje obnove hiše, da dobi za nakup hiše, da dobi več za otroka, ne? Se pravi neko pomoč. Se pravi, na slovenski strani je problem, ta slovenska stran, ki je, tako kot sem povedal v predavanju, zelo pomembna za to vzdrževanje, da čutiš, da je to skupna dolina. Ne? Je pa žal v bistvu ta masa kritična v Osilnici je pa že zelo, zelo kritična, oziroma vprašanje, ali je dovolj, je še toliko teh domačinov, ki lahko vztrajajo in pač pomagajo obnoviti te zadeve ali ne. Ne? Tako da jaz predvsem apeliram na eno in drugo stran in to je pač tudi nekje moja osebna, se pravi, moje osebno poslanstvo v tem postoju sodelovanje in seveda tudi v politiki, da vajo in da poslušajo, da se dela tako kot ta slovenska vzorčna kmetija, mora biti to razvoj, če 100 metrov od meje, mora biti to razvoj enega in drugega dela meja. Ne? Se pravi, to obmejna regija je obmejna regija na obe strani meje. Ne? In če je ta obmejna regija razvita, bo tudi mir na tej meji in v bistvu ne bo tega nacionalističnega razmojevanja, ne nacionalnega, ampak nacionalističnega. Ne? Se pravi, dejansko dajmo vsi skupaj apelirati na te naše politike, dajmo vsi skupaj pomagati, da bodo v hrvaške projekte se trudimo vključeni Slovenci in v slovenske projekte tudi Hrvati, se pravi, z hrvaške strani. Gospod Smole, iskrena hvala za te res zanimive in navdihujoče misli, ki se vam res radi zahvalili, da ste bili danes z nami kot osrednji govornik. Še slika za arhiv. Zdaj ste pa vsi lepo vabljeni v cerkev k Sveti Maši, ki jo bo daroval gospod škof Anton Jamnik, pa seveda naši selenski duhovniki. Dragi romani, dragi bratje, sestre, dragi duhovniki, prisrčno pozdravljeni na tem svetem kraju, pri na Viščani, kot na gori Tabor smo, ker še posebej čutimo kot Peter Jakov in Janez skupaj z Jezusom bližino dobrega Boga Očeta, Jezusovo bližino, predvsem pa bližino naše in Božje Matere Marije, ki nam govori, kako naj v življenju izpolnjujemo Božjo voljo, tudi mi vedno znova prisluhnemo angelu, ki prihaja v naše življenje, da bi nam povedal, kakšna so naša pota, z dvomi, vprašanji, negotovosti prihajamo na sveti kraj. Ampak ravno s tem, ko prihajamo z vso svojo življenjsko zgodbo, to izročimo na oltar, Marijino varstvo, dobimo korajše moči, predvsem pa razsvetljeni, da bi se znali modro, pametno odločati, da bi v nas bila odgovornost in razumnost včasih malo zmedenih časih in da bi znali kot kristjani zares pričevati za evangelij, za Jezusa Kristusa. Iskrena hvala Rafaelovi družbi, predsedniku in celotni ekipi Lenartu Riharju, Ana Mariji in vsem ostalim, ki pomagate, pripravljate to srečanje treh Slovenij, vsako leto 37. je že. Hvala vam, veliko truda je potrebnega, da vse organizirate od predavanja pa naše, pa potem kulturnega programa. Naj vas Bog blagoslavlja pri vseh vaših odgovornostih.